Ja, pomembna je percepcija časa, se to so veliko raziskovali, ne. In ljudje se načeloma delimo v dve skupini, kako dojemamo čas. In je en zelo zanimiv poskus, da zapreš oči in probaš z roko pokazati, kje vidiš, kaj si včeraj jedel. Se pravi, probaš sam pokazati z roko v prostoru. Potem te vprašajo, pokaži z roko, kje vidiš prejšnji teden svoj. Potem te vprašajo, kje si lansko leto bil na morju. In tako z roko kažeš v prostoru. Wow. In potem te pa vprašajo, predstavljaj si, kje boš letos na morju. Pokaži z roko. In ljudje kažejo, večinoma, zdaj bi smo biti malo nazaj, kažejo takole z roko, levo, desno, ali pa nazaj, naprej. In kaj zdaj to pomeni? Če ti kažeš levo, desno, imaš ti v bistvu v svoji glavi takole neko premico narisano in si te dogodke takole daješ, jih postavljaš po tej neki premici. In če ti takole postavljaš, imaš zelo dober pregled nad tem, kaj je bilo, pa kaj bo, kaj sledi dogodkom. Če pa ti kažeš naprej, nazaj, imaš pa ponovadi takole dogodke, enega za drugim, in tisti, ki veliko zamujajo, največkrat pokažejo svoj čas takole. Se pravi, naprej, nazaj, in vidijo samo eno stvar naprej. Oni vidijo samo, ne vidijo, da je še 5 sestankov pol v zadnji, ali pa da so še neki dogodki. On samo ve, ok, zdaj naslednja stvar je, in ne razmišlja. In to je lahko tudi to, da preden greš, ne vem, moraš še en mail odpisati in ti vidiš samo mail, in ga začneš odpisovati, je pa to že gre v čas, ko bi ti že mogel iti na pot, da se boš z nekom dobil. A veš, tako recimo. To je ful zanimiva. So študije pač na to temo. Ful huda vaja, the best. Tole je pa tako, za kjer mini team building se mi zdi top. Ja, in to sem jaz se naučil prav na enem team buildingu, ker smo imeli ta vprašanja in so nam to pač razložili. In potem smo videli, kjeri ljudje, in je bilo točno to, stari. Tisti, ki so največkrat zamujali, so takole kazali. Jaz bom na morju tam. Takole so kazali, naprej. Ja, jaz sem se mogel samo še enkrat noter, ker mi nismo rekordali mojega, ker sem bil producer, sem videl, da mi smo ne rekorda. Ker sem mogel še enkrat noter. Ja, se zdaj je cool, zdaj vse. Zdaj bom. Ja, da bom jaz še enkrat v bistvu začel. Zato, ker nisem siguren, kva bo v končni. No, sej lahko začnemo z temle 11. remotom. Veš, kaj sem hotel z vami govoriti, fantje? Drugače resno. Tale video, ki sem vam poslal od tega Konstantin Kisina, a to ste pogledali slučajno? Dvakrat. Jaz sem tudi pogledal dvakrat, da sem poštekal, ali good ali ni good. Ne, se hecam. Jaz sem to pogledal, ampak mi je bilo že vse jasno, tako da samo 10 sekund rabaš poslušati, pa točno veš, kaj bo rekel. Ja, v bistvu jaz nisem imel tazga efekta, kot ti, Jaša. Meni je bil speech tako, ne vem, sem napisal en najboljših speechov tega leta, mislim, da še za naprej. Zakaj? Se bi priporočil tisti, ki ne ve, o čem govorim, da si pogledajo ta video, mislim, da traja 7 minut. To je na Oxfordu je v bistvu neka debata bila o climate changeu, in na Oxfordu pogosto organizirajo te debate, kjer so tako zelo official, zelo ta british način debatiranja, ki je zelo spoštljiv, pa zelo veliko pravil ima, pa imaš eno stran, ki je na eni strani, pa imaš drugo stran, ki je z argumentom na drugi strani,
In mislim, da potem publika glasuje in zmaga tisti, ki je največ ljudi uspel spreobrniti. Se pravi, glasovanje na začetku in glasovanje na koncu. In to je v bistvu samo en izsek tega Konstantina, ki ima, on je voditelj, host enega podcasta. Ne vem, če kdo od vas ve, kako je ime, sem že malo pozabil. Ampak na njegovem podcastu je bil v bistvu Sam Harris pred letom, lani, ki je šel precej viralno, nekaj o Trumpu govoril, ampak dobro, se nima veze. No, in zanimiv mi je bil ta angle, s katerega se je on lotil te problematike, ker se mi zdi, da obstaja pri tej problematiki dva pola in en pol je precej bolj emocionalen kot drug pol. In on je zelo dobro napadel ta emocionalni del tega. Se pravi, mi moramo zdaj to biti jezni, moramo protestirati, moramo uničevati stvari, zato da se sliši to sporočilo, da uničujemo planeta. In za vsako ceno moramo to narediti. In ponavadi vidiš, da je vsak ekstrem, ki gre s tem načinom, ima veliko lukenj v razmišljanju in v argumentiranju. In všeč mi je bilo, kako je napadel on te woke študente, pa jih je celo malo tako totalno zabaval v govoru. In všeč mi je bilo to, kako je ta angle predstavil, da revni ljudje imajo v bistvu, ali pa recimo ljudje, ki živijo v developing svetu, ki se še razvija, da nimajo tega v glavi. Se pravi, da ni to na njihovem seznamu prioritet precej visok, climate change, zato ker imajo druge stvari, ki so na Maslovi hierarhiji bolj nujne ali pa bolj preživetvene narave. In zaradi tega je meni bilo všeč, ker vsak problem, ki ga ti hočeš rešiti, ga boš z večjim probabilityjem rešil, če res razumeš drugo stran ali pa če ga razumeš v bolj širši sliki, se boš čisto drugače loteval. Tako da, meni je bil tako zelo všeč govor. Valjda ni tako enostavno, ker gre za precej kompleksno tematiko climate change, ampak tako, to je moj nekak povzetek, pa view okoli tega. Pa lahko Jaša ti poveš, če si imel kakšen drugačen občutek, kot sem ga jaz imel. Imel sem drugačen občutek, ampak ne to, da nisem imel tvoj občutek, da se ne bi strinjal. Jaz se bi strinjal, ampak nisem imel pač drugačen občutek. Odličen govorc, pač fenomenalen govorc, lahko začne predavati public speaking for the rest of his life, he will make a lot of money, se pravi, ful je dober. Ampak jaz sem to začutil pač na kateri strani bo in pa sem itak vedel, da bo nekaj tasga povedal. In isto na drugi strani. In meni je, a veš kaj me je nekako zanimiv? Pa teh debatah o nekak politiki ali pa na splošno debato. Včasih se mi zdi, da je tako največ napredka bomo naredili, če bomo nehali govoriti o tem. Če bomo nehali govoriti o, ne vem, o tem, koliko moramo biti sustainable ali pa koliko moramo imeti iste plače ali pa to. In tukaj se mi zdi, da ta cela debata na splošno se je prelevila v debato, ne pa v dejanja. In se sam še pogovarjamo, In se sam še pogovarjamo za environment, se pogovarjamo za, ne vem, LGBT pravice, se pogovarjamo za equal pay, se pogovarjamo za, ne vem, za transgender, za vse te zadeve. In vse te zadeve nekako grejo v isti koš in isto dišijo in isto se mi zdijo. In se mi zdi, da ni tukaj nič novega, da ta neka debata woke ali pa ne woke, mi moramo iti čez to kot družbeno. In jaz sem že nekako zmatran in nezainteresiran sploh o tem poslušati, ker se mi zdi, da pač ni nič dobrega prinesel, pa tudi, da smo že v bistvu že vse povedano. Ja, ne vem, iz katerega konca bi zdaj to komentiral ali pa se sploh lotil.
ne vem, sinteza nekih misli, ker se tudi strinjam z Jašo, da tudi jaz čutim neko, kdaj sploh že nezainteresiranost, tako, ko vidim kakšne izseke, ne, te kratke storije, ko se nekdo nekaj pritožuje, pa nekaj komentira in včasih so problemi zelo kakšna je prava beseda, absurdni, ko se gre za neka ta vprašanja. Zdaj, tema okolja se mi ne zdi absurdna, ne? To se mi zdi pomembno vprašanje. Se pa zelo strinjam s tem, kar je on povedal, da bojo sigurno ljudje v revnejših državah oziroma se pravi Azija pa Latinska Amerika, da bojo odločale o naslednjih 20-30 letih, kaj se bo zgodilo z okoljem. Ampak jaz imam tudi drugačno izkušnjo. Jaz imam tudi izkušnjo iz zelo razvitih držav, recimo iz ZDA, ker sem bil enkrat pri enemu kolegu, pa takole, si pri njemu olupam banano, pa mu rečem, kje imaš te organske odpadke, ne? Pa me tako pogleda, kakšne organske, tam je koš, pa vrš, ne? Pa sem mu rekel, ne ločuješ odpadkov, ne? Pa je rekel, no man, nobody does that in America, ne? Tako da mislim, da sta dve temi tukaj, ne? Se pravi, razviti svet je vprašanje neke ozaveščenosti, to, ne, se pravi, kako mi ravnamo recimo z odpadki, ampak to je en zelo mali procent, ne. Jaz mislim, da to vprašanje odpadkov je zelo tako, zelo malo pač področje, to so emisije, ja. Na drugi strani imaš ti naš način življenja, ne, konzumerizem oziroma potrošništvo. S potrošništvom zelo težko karkoli sploh spremeniš tukaj, ne, ker ti v bistvu podpiraš to, da je okolje in da so naravni viri pod nekim pritiskom, ker že sama beseda nakazuje na to, da potrošiš to, kar imaš, ne, v okolju. Se pravi, eno je ozaveščenost se pravi, v razvitih državah, eno je pa, a bojo države v razvoju dosegle razvitost, kjer bojo sploh lahko ozaveščale o tem. To je nek moj pogled. Kakor sem jaz uspel potovati po svetu, pa po velikih mestih, ne, sem si sam mislil, ni neke poti v neko zeleno prihodnost. Je samo pot boljših tehnologij, da bomo mi to, kar produciramo, ta šita, ne, da bomo bolj znali, ne vem, reciklirati, iz komposta nekaj drugega pridobivati. To, da bomo mi zdaj manj energije porabljali, pa da bomo zmanjšali potrošnjo, pa da bomo ne vem kako prilagodili svoje življenje na slabše, ne, to se ne bo zgodilo. In nekdo, ki je reven, hoče boljše življenje in on ne bo zdaj ostal reven zato, da bo skrbel za planet. To se absolutno strinjam in tukaj nimam čisto nobene kontra izjave. Če to pomeni, da bomo mi uničili planet, vse tukaj pridemo pol do nekih teh filozofskih vprašanj, ne, kaj smo sploh mi v celem vesolju, a bo zdaj, ko bo planet razpadel, kaj to sploh pomeni, vse življenje bo zginilo. So what, ne, mislim pa kaj. Tako, ne vem, kdo je tukaj sodnik, ne. Sigurno je veliko živalskih vrst že izumrl v procesu evolucije. V zadnjem času so dokazi, da tudi zaradi človeka, ne. Se pravi, zato, ker smo mi ta ekosistem toliko zjebali. Kam bo pa to šlo naprej? Sej vidimo, ne, sej je to, recimo, te mikroplastike v okolju, mi smo že vsi bolani zaradi tega, rak in tako naprej. In
To so pač posledice, ampak svet je preveč kompleksen, da bi mi zdaj našli en magičen solution, a ne, ja, zdaj bojo pa vsi avti manj emisij imeli, pa bo kar to zginilo. Tako, no, jaz tukaj gledam zelo tako. Praksiološko, no. Kar vidim v okolju, tako se pol obnašam. Ne. Probam, da ne smetim, da probam ločevati odpadke. Pač tisto, kar jaz kot nek posameznik lahko naredim, ampak mislim, da to skoraj nič ne vpliva. To je moje mnenje. Ja, mislim, meni je bil najbolj všeč ta zadnji angle od njega, ki je rekel, da točno to, kar mi zdaj govorimo, govorjenje, protestiranje pomaga v navednicah do določene mere, mogoče pa sploh ne, zato ker v bistvu ti ne boš prepričal ljudi s tem, da mečeš to barvo na umetnine, da v bistvu uničuješ stvari, da si vandala. Ne. To boš v bistvu samo dobil neko odobravanje teh, ki so že prepričani, ki so že na tvoji strani. Te, ki pa niso na tvoji strani, ki pa jih moraš dobiti na svojo stran, boš pa gnus dobil, a ne? In jaz se klej ful strinjam in glih ta njegov zadnji point je bil, da kaj nas lahko reši, so inovacije, a ne? Se pravi, neka tehnologija, ki bo ratala dosti pocen, da ti ne boš rabil ljudi v teh državah, ki se razvijajo, sploh prepričevati. Ker on bo avtomatsko zbral sončne celice na strehi, ker bo to cenej in bo bolj za njega. Ne? In ti moraš v bistvu incentiv dati ljudem, da oni sploh ne rabijo razmišljati. In to narediš tako z boljšo tehnologijo. Ne? Pa mogoče, preden gremo naprej, bi lahko samo to pokomentirala, ker smo rekli, da bojo revne države ali pa države, ki so v razvoju, nekako prihodnost določale tega, kaj bomo delali s planetom. Ne? Če pogledaš podatke, ni čistko. Prej sem kazal klele, kdo največ emisij overall izpusti na leto, ne, v tonah. To je sicer podatki iz 2016, ampak vse mislim, da se ni precej spremenil. Ne. China na začetku, United States, Indija in podobno. Okay. China lahko rečemo, da ne moreš jih primerjati z državami v Latinski Ameriki ali pa v Afriki, kot je oni takrat delali. Pol pa v bistvu lahko, ne vem, če je to glih fair do Kitajske, ne, ker so v bistvu največja država na svetu po populaciji. Gledaš per capita, ne, in v bistvu dobiš Katar, kar spet ni glih fair, zato ker oni edina stvar, skoraj kar jo producirajo, je nafta, ne, in tam se veliko stvar, verjetno nekih emisij. Ampak lej, Kanado imaš v bistvu. Ne? Avstralija. Ne? In jaz mislim, da ne zdržim toliko ta argumenta. Ne? Zdaj pa je treba prepričati te države, ki se zdaj razvijajo, zato ker mi v bistvu v zahodnem svetu, ki ful kurimo, ki imamo, ne vem, doma washing machine, dishwasher, ful aparatura, ne, ful več porabno, kot kar Kitajce, recimo, lahko čistko primer. Ja, absolutno, se zato sem rekel, dva področja imaš, se pravi ozaveščanje v razvitem svetu, pa razvoj razvijajočega sveta do tega, da bojo sploh lahko ozaveščeni o temu, ne. Okay. Jaz sem tukaj ful replik, ampak Luka, ti še nisi nič povedal na to temo. Kaj se ti zdi? Ja, ne, ni mi vseeno, ampak tu mislim, da sta dve temi. Ena je glede tega aktivizma pa debat in tu se mi zdi, da pri vseh teh temah, ali to so podnebne težave, ali je to feminizem, ali je to Black Lives Matters, da zelo hitro pride to iz neke zdrave, normalne debate v nek ekstremizem, potem v drugo smer. In se to spremeni kot neke vrste v neko fanatično vero, da potem zdaj moramo pa narediti v bistvu vse, da dosežemo čist kontrane. Če gremo nekaj ekstremno, vem, pri Black Lives Matter se potem že govori v to smer,
da bi počasi skoraj mogli začeti o White Lives Matter, da so potem še White Lives sploh pomembne, ker se do takega ekstrema to pelje. Enako je s tem feminizmom. In v vseh teh debatah se mi zdi, da je potem neka meja, da je to nek zdrav razum, pa neka zdrava debata, ki ima neko korist, ali pa ko se potem to prestavi, pa je potem to čista, ko postanejo ljudje skoraj malo fanatični, grejo, ne vem, potem uničujejo neke umetnine v muzejih in ne vem kaj. Tako da jaz sem čisto proti temu nekemu ekstremizmu, ker se mi tudi zdi, da ta ekstremizem potem tudi do tistih ljudi, ki podpirajo te teme, dobi nek odpor. Ne? Ker ko ti vidiš te neke, sploh ne vem, kako bi imenoval te ljudi, no? Ekstremiste v bistvu. Dobiš pač odpor do tega, ker ti tisto temo, ki je mogoče dobra za svet, predstavijo tak nek ekstrem, ko že ti tudi vidiš, ok, to ni zdravo, to je škodljivo. A je Greta ekstremist? Kaj že gre, pa kaj vem, pa zdaj spet v Nemčiji so nekaj aretirali, no, ne vem, kaj je ona točno, ne spremljam Grete, točno kaj je Greta delala. Ampak Greta je nekak ekstremist, ali ima v bistvu Greta prav, pa so ostali slepi? Glej, premalo spremljam Greto, da bi zdaj točno vedel, kaj je ona naredila, na kak način je komunicirala. Jaz mislim, da ona ima do neke mere prav. Seveda, mislim, sigurno je dejstvo, da kar dela trenutna generacija, bo neke določene posledice početja te generacije nosila naslednja generacija. In mislim, da to sporočilo je jasno. Tudi mi, naša generacija, če gledamo, ne vem, ekonomsko okolje, to so posledice odločitev prejšnje generacije. In ona se prav zdaj se bori za to, ne pač ta zdajšnja generacija in vladajoče elite, ne neki pač naredijo, zato ker ne bi bilo okolje potem tako slabo, če se ne bo nič naredilo, da naslednja generacija sploh ne bo mogla obstajati. Ampak če pogledaš ta zadeva, jaz mislim, da aktivisti so zanimivi, ker mogoče kjer o temo dajo v public domain, ker drugače ne bi prišla. In saj nekaj dajo na mizo in to je recimo zanimivo. Ampak če sam pogledaš environment, pa rečeš, kakšen bo environment leta 2123 smo zdaj, čez 100 let. Vidiš, da v bistvu prvo moraš ugotoviti, kako se Zemlja spreminja zdaj, temperatura, nivo vode, koralni rifi, oceani, CO2, kako se zares spreminja. Pol moraš ugotoviti, kako se to bo vnaprej spreminja. Pol moraš ugotoviti, a to so ljudje, v bistvu razlog, s katerimi aktivnostmi, ali pa mogoče kaj drugega kdaj. Pol moraš ugotoviti, kakšni so te efekti tega spreminjanja, negativni ali pa pozitivni, bili v preteklosti, bojo v prihodnosti in kako jih mi lahko merimo. Pomoč ugotoviti, kako mi lahko to zmanjšamo, naš doprinos, da bo manj negativnih učinkov, da bo manj šel CO2 gor in tako naprej. In pomoč ugotoviti, ali ima to sploh smisel, ker to bo nekaj ekonomsko stal, ali raj nekaj drugega delamo. In vse to skupaj na koncu, cel equation, moš pol v prihodnost usedeti in reči, kaj moramo mi zdaj narediti. Se pravi, vse te prognoze imajo 80%, 90% error barov v čez 100 let. In je ful težko zdaj zdelati nekaj zato, ker mogoče se bo nekaj zgodilo. To je ljudem toliko težko narediti, recimo. Se pravi, folk reče, jaz bom živel tako, kot bom, ker vem, da se bo mogoče nekaj slabega lahko zgodil, ampak it's not certain. But it's very certain, da jaz zdaj ne bom mogel potovati, da bo moja hrana 5krat dražja, da ne smem porabiti energije in tako naprej. Temu se jaz danes ne bom odrekel za zihar, zato ker mogoče čez 100 let bo nekaj boljš. A veš, ne? Se pravi, tukaj se meni zdi, imaš, kot smo rekli, 3 stvari.
tehnologija nas bo rešila, se pravi, pušamo tehnologijo in se mi zdi, da de facto to nekako delamo, plus minus, da bo nas market rešil, neki odpustki, CO2 odpustki, ESG standardi in to nas po mojem ne bo rešilo sigurno. In tretja stvar je, ki nas po mojem lahko bi malo rešila, ampak je res drastična, je pa, da drastično zmanjšamo konsumpcijo. Da naš lifestyle spremenimo. To je pa iluzorno. Wishful thinking, ne? To je wishful thinking. To je, se pravi, tehnologija nas bo rešila, zato ker so vsi stali izključeni, ker se ne bo zgodilo. Če nas bo rešila, ne? Ja, jaz mislim, da si nek normalen, povprečen človek ne predstavlja, koliko bi moglo njegovo življenje biti drugačno, da ne bi imel ogljičnega odtisa in tako naprej. Saj, če pogledaš, to pa mislim, zakaj si pa to človek ne predstavlja, je pa zato, ker nima uvida v surovinske verige. To pomeni, da ti dobiš nek zelo kompleksen izdelek, ki ga imaš doma, računalnik, telefon, avto, hladilnik, televizija, pač to more priti iz zemlje. To more pač nekdo mora vse te surovine najprej nekje zajeti, jih sprocesirati, jih v procesu proizvodnje narediti primerne, da sploh kakršenkoli kompleksen izdelek mi dobimo. In to so ponavadi zelo umazane industrije, kjer je tudi otroška delovna sila, kjer se pač dela v suženjskih razmerah in mi v resnici vsi to podpiramo. Tako zelo malo ljudi na zahodu se to res zaveda, da ti nekaj, ki kupaš, da ti kupaš ta smartphone. iPhone, evo ga, takole iPhone absolutno. Vsak električni avto podpira. Vse, se pravi, ne vem, tak kobalt, to smo, ne vem, smo šerali to v enem tem newsletterju. To si mora pač pogledati, kako se te surovine pač pridobivajo. In če hočeš imeti lifestyle zahodnega človeka danes, ti to suportaš. Tudi, če ti to mentalno si proti temu, pa moralno se ti to zdi napačno. Enostavno ne moreš. Ti bi mogel iti živeti nazaj v gozd, v neko zelo primitivno obliko človeškega življenja. Ja, ampak gledaj, v gozdu tam imamo opice, mi smo pa v mestih, zato ker smo pač se razvili naprej. Ampak meni se pri teh podnebnih spremembah zdi problem to, da se skozi pogovarjamo o nekih bedarijah. Kako lahko mi zdaj izboljšamo? Ne vem, kak razlika je, da če zvržem banano v organske odpadke ali pa v navadne odpadke. In tako gre vse na te centre, se potem to sortira. To nima dobenega vpliva na naše, ne vem, podnebne težave. Problem je to, ne vem, ko se Nemčija odloči, da zaradi tega, ker imaš te neke zelene, ki jih je strah nuklearne energije, da več ne bojo koristili nuklearne energije, se vezali, ne vem, na Rusijo, zdaj pa imajo te, zdaj pa proizvajajo elektriko na premog. In tudi pri, ne vem, teh nekih tehnologij, meni se čisto strinjam z tem njegovim govorom, da je tehnologija pa nek rešitve, ki imajo poslovno smisel, da je to tisto, kar bo rešilo to tematiko. Glej, zdaj, naprimer, te sončne elektrarne, to je, ne vem, pred 10-15 leti se to v bistvu ni prav splačalo, je bilo predrago, ni prineslo dovolj energije. Evo, zdaj smo v neki fazi, ko vidimo, mi v bistvu lahko z temi sončnimi elektrarnami postanemo kot, ne vem, če imaš hišo, pa si to postaviš, si v bistvu skoraj neodvisen. Zdaj manjkajo nam še baterije, ki so trenutno spet predrage, ampak čez 10 let bo spet to razvito do nivoja, ko si v bistvu lahko ti popolnoma neodvisen. In zdaj smo videli, nekaj se je zgodilo, politična situacija se je spremenila in zdaj naenkrat se to splača. Ne vem, v Sloveniji je v bistvu trenutno največji problem, ne da ljudje nočejo investirati v sončne elektrarne, ampak da je omrežje, državno omrežje prešibko, da bi ti lahko postavljal te elektrarne in jih potem priključeval v omrežje, naprimer. Ampak ko se nekaj takega zgodi, potem vidiš, zdaj se to splača in potem se v bistvu naredi ta premik. Zdaj tem, da bomo mi, ne vem, včasih se mi zdi, da imaš neke take neumne
iniciative, pa ljudje mislijo, da bomo zdaj z nekimi malenkostmi mi rešili svet in potem zakomplicirajo življenje na ne vem kolikih nivojih. Ja. Jaz se strinjam z vsem, kar govorimo, nažalost. Mogoče se sam ne strinjam s tem, vse vem, da Andrej nisi imel argumenta, da bi mi mogli zmanjšati consumption, ne. Ampak to je v bistvu en izmed predlogov, ki ga dostakrat poslušamo, ne. Se pravi, mi preveč konzumiramo, moramo to zmanjšati in tako bomo reševali, na tej strani bomo reševali težavo, ne. Jaz pa mislim tako, ne, da recimo primer iPhona. Se pravi, neka taka tehnologija, ki jo zdaj dobiš za 500 €, ta poceni verzija iPhona ima neko določeno vrsto kamere noter, ima določen procesor in s tem ti lahko nekaj produktivnega ustvarjaš, recimo, ne? Zdaj pa, kaj boš ti s to tehnologijo naredil? Lahko ti double fuck up narediš. V bistvu ti kupaš ta iPhone, ta kobalt je bil majnan v nekih suženskih rudnikih, naredil si v bistvu nekaj slabega za planet, ljudje so trpeli, potem imaš ti ta iPhone v roki. In kaj ti s tem iPhoneom narediš? Totalno si sfukaš psiho. Recimo, cel dan si na telefonu, na TikToku gluposti gledaš, porniče gledaš in v bistvu si naredil dvojni fuck up, ne. In jaz mislim, da tukaj je pomembno, ne, če mi lahko populatamo, ne vem, Nigerijo za poceni dlančniki, tablicami, da ljudje programirajo in bojo nek doprinos naredili skupni svetovni ekonomiji, bomo v bistvu tako nove inovatorje dobili. In vse to, kar je Luka govoril, boljše sončne celice, boljši program za sončne celice, boljši software, ki bo reguliral električno omrežje v določeni državi, ne. To boš dobil z inovacijami ljudi, ki so se lahko naučili na tej tehnologiji, ne. In je v bistvu dvojni doprinos imela na dolgi rok. Jaz imam tukaj imam jaz eno analogijo. Ne. Jaz to vidim tako, kako se mi zdaj premikamo kot človeška družba. Mi smo zdaj v enem avtomobilu, ne, ki se pele dol po hribu, ne, in na koncu tega hriba je prepad. Ne. Se pravi, ta prepad pomeni, če mi zgrmimo v ta prepad, to pomeni poslabšanje življenjskega standarda in recimo neko katastrofalno uničenje ekosistemov in planeta. Ne. Ampak pred tem prepadom je ena skakalnica. Ne. Ker če ti z dovolj veliko hitrostjo prideš, ne, boš ta prepad preskočil in boš na drugi strani šel v neko boljšo prihodnost. In kaj moš ti zdaj narediti? Ne? Zdaj samo vprašanje hitrosti. Ne? Če bomo mi z dovolj veliko hitrostjo preleteli v to skakalnico, ne, bomo to preskočili. Ne. Mi pa zdaj probamo bremzati. Ne. In jaz mislim, da bremzanje, se pravi ustavljanje inovacij, to, da zdaj moramo manj energije porabiti, ne, to je zabremzaš v bistvu družbo in ne bomo imeli dovolj velike hitrosti, da bomo ta prepad preskočili. Ne. Mi bomo na to skakalnico preleteli in bomo samo zgrmeli dol. Se pravi, strinjam se, boljše je zdaj potegniti, še več resursov pač potegniti, maksimalno, kar se da narediti, da bo čim več ljudi imel tehnology, da bo imel vere tehnološke, s katerimi si lahko izboljša življenje, ker to pomeni akceleracijo, se pravi neko pospeševanje, da mi preskočimo te probleme, ki jih imamo. Ja, veš, tukaj ni... Kar izvolijaš. Ja, mislim, ful dobra analogija in to, če si predstavljam en motor, v bistvu sem zdaj videl Tom Cruisa, kako gre Mission Impossible, ka free dive z motorjem in skakalnica in sem rekel model, nerealna analogija, vsake ti čas, gledal sem film za 3 minute. Ampak mi nismo mi, ne. Mi smo mi, pa oni, pa a veš. In tukaj je, mislim, prva stvar, ki je, kako ta prepad zgleda. Jaz mislim, da se 30% folka ne strinja, kako ta prepad zgleda. Sploh, a je velik prepad, ali ni velik prepad? Mislim, a sploh je? A sploh je prepad?
ali v bistvu je vse kul, mislim, imaš serijo stvari in dajmo samo za sebe pogledati, pa bomo že videli, kam to pele, po mojem. Kdaj ste se vi prvič spoznali z to environmental science, pa globalno segrevanje, topla greda v neko sranje? Kdaj ste se vi to prvič resno tako wow spoznali? Jaz sem se spoznal osebno, sem tako povedal, ko je bilo, ker je ta Al Gore naredil intermittent trud, mislim, da bo 2-1, ali 2-0, 2-1, tako nekako je bilo. Glavno, bil sem star 10 let, max, recimo. Jaz to gledam in jaz sem to vzel, zemlja gre v K, zemlja gre, to je konc, mi bomo umrli, kva je to? In jaz pač dosti pozitivna oseba, po 2 dneh sem že to malo pozabil, šel sem gledati fuzbal, gut je bilo. In pa razmišljam, kva je zdaj s tem global warmingom, a je res toliko za nič, a smo res toliko dekaški. In nasplošno meni nič bolj strah vsako leto. Ali sem to, ne vem, dal from the back of my mind, ali pa dejansko mečkan vidim, to so tukaj te environment, pa so tukaj te neke pravice, pa so te ESG standardi, pole to, pa tako rečem, to vse skupaj deluje malo fišti. Se pravi, karkoli se je že zgodil, jaz se s tem manj ukvarjam, kot sem se pred 10 leti, pred 5 leti. Čisto res. Ja. Ampak, kako je pa pri vas? A razmišljate? A vas je strah? Ne vem. A se zbujate po noč? Ja, jaz sem, ampak ne zaradi tega. Okay. Kdaj sem prvič, niti se ne spomnim. Ja, verjetno tudi, ko sem gledal ta dokumentarc. Pa seveda, ko so prišli pol te filtri na športne avtomobile, da imajo slabši zvok zdaj. To me je zelo prizadelo. Ne, malo se hecam, ampak malo se pa tudi ne. Direkt. Mislim, sigurno imam jaz čutim v sebi, da imam neko zavedanje v okolju, se pravi, ne smetim, se pravi, če moram vršiti papirček v gozdu, sem tako, imam slabo vest. In tle so me, recimo, da so me indoktrinirali, se pravi, sem vzgojen. To imam tudi jaz slabo vest, ampak jaz ne maram nesnage nikjer in ne maram dajati nekomu dela. In zaradi čist drugih razlogov ne mečem papirčka. Tako, ampak, veš, jaz sem človek, ne vem, na vsake par dni stari nesem tisto vrečo v smeti in imel sem to srečo, da v življenju sem videl, kako to zgleda, ker sem enkrat bil tam na tem smetišču ljubljanskem. Mislim, to je res problem. To ni, a veš, in pa si predstavljaš, ena Ljubljana to naredi. Kaj naredi en New York, Berlin, London, kjer pa mogoče sploh ni ozaveščen, ker večini ljudi se fučka za to. Imaš industrije polk in si tako kar mal postaneš apatičen, bi jaz rekel, do tega. In rečeš, bo kar bo. Mislim, tako. Pri tem vprašanju res lahko greš v ta ekstrem, da rečeš, ljudje, če se ne boste zbudili, mi bomo, ne vem, bomo propadali. Je tak problem, da zelo težko ugotoviš sploh, kaj je res. Zdaj, tudi če gledaš vse te podatke, a je res zaradi človeka globalno segrevanje, a so to zdaj neke drugačne, ne vem, geološke stvari. Ne vem, bi mogel to študirati, bi mogel temu ful časa posvetiti. In to je en tak problem, kaj en posameznik ne more, se ne more toliko posvetiti temu, da bi to lahko... Na TikToku pogledaš par videov, pa si ekspert. Ja. Žal ni tako preprosto. Se pravi, postal si bolj apatičen, če tako gledaš? Sem postal bolj tako. Sem postal bolj apatičen in ne razmišljam o temu in sem nekako na strani, da nek tehnološki napredek, veš,
zdaj pa a jaz, ko kupam neko stvar, a zdaj tam grem gledati, a je to bilo, ne vem, a je bil nek zelen proces za tem, a so uporabljen, a je taka plastika uporabljena. To pač ne gledam, mislim. In tudi, če bi mi zdaj večina ljudi rekla, da to gleda, bi jaz malo podvomil v to. Ne? Ja, Luka? Vprašanje je, koliko se zdaj ukvarjam za to temo. Ja. Mislim, a te je strah? Ne, Čez 100 let je bilo, veš, pred 10 leti je bilo 110 let, zdaj pa samo še 100 let. Ali pa samo še 90. Ja. Pa se pa gladina morja dvigne, 2,5, ne vem, koliko metrov se dvigne, pa temperatura gre gor, pa bo težka pizdarija čez 90 let. A te je strah zdaj? Ne, mene ni strah, pa se tudi nekako ne ukvarjam toliko s tem. Meni se zdi v prvem koraku problem to, da je res težko razumeti, kaj točno se dogaja z vsem tem kompleksnim ekosistemom. Ne? Zgodovinsko si imel te razne tople, hladne cikle, zdaj koliko vplivamo mi, koliko je to del nekega takega cikla, premalo vem o tem, to se mi zdi prva stvar. Druga stvar, ki se mi pa zdi, pa je, ne vem, ne zdi se mi smiselno kjerkoli v življenju skrbeti, da bi se zdaj ful ukvarjal z nekimi težavami, ki bojo mogoče čez 100 let, pa še nismo sigurni, če sploh bodo te težave. Ne. Jaz mislim, da eni pravijo, da bo kao potem že prepozno, ne, da bi zdaj mi vsi to čutili, pa potem nekaj naredili, ampak se mi zdi, da bo zelo težko združiti svet. Mi vidimo, glej, v Evropski uniji Evropo je težko združiti za neke skupne cilje. Ne? Kaj šele, da bomo mi za tudi cel svet združili, da se borimo proti nekim potencialnim podnebnim težavam, ki še nismo sigurno, koliko to bodo težave ali ne bodo težave. Plus tega pa se večina ljudi ukvarja z osebnimi težavami, z tem, kako bodo zaslužili mesečno plačo in tako dalje. Ne. Mi kot vrsta se nismo navajeni ukvarjati s težavami, ki bodo mogoče pa šle v prihodnosti. Ker mi nismo sploh znali prognosticirati, če ne vem, mi smo imeli koncepta, kaj bo, kaj je zdaj, pa smo mogli neke modele ugotoviti, pa smo ugotovili, da so te modeli velikrat narobe. In v bistvu nismo se sposobni kot družba spopadati z prihodnimi problemi. Ja, to je tudi naša narava. Ne? To je tudi naša narava. Mi živimo, narava, ne vem, koliko je po povprečju, 80-70 let. Ti se ne ukvarjaš z tem, kaj bo zdaj tu čez 200-300 let. Zdaj, če bi človek živel 1000 let, potem bi te verjetno malo bolj skrbelo, kaj bo čez 100-200 let. Ne? Ampak če gledamo to neko našo časovnico, je večini zelo irelevantno, kaj bo tu čez, ne vem, 500 let. Ne. Imaš verjetno nek mali procent, ki se ukvarja s tem, pa jim je pomembno, ampak večini pa ne. In to je nasplošno, mislim, da problem našega planiranja, da vseeno planiramo večino stvari zelo kratkoročno v tej neki časovnici planeta. Ne. Ja. Problem je Fiat. Jaz se strinjam z Andrejem. To se pa ne hecam, to pa govorim smrtno resno. Tako da. Mogoče ena stvar, ki mi je padla na pamet. Kaj pa ti, Klemen, a se ti zdaj ukvarjaš s tem, je tebe strah tega? Kje je stari, on je šel na Tajsko, on je šel letel je flight na Tajsko model. Lahko nehamo, lahko prosim nehamo. Veš, kaj se mi zdi zelo problematično v današnjem svetu? Ne? Da mi imamo, recimo, predstavljaj si svoj attention kot nek bančni račun. Ti imaš nek limited amount of attention v svojih možganih stvarem, ki lahko ti nudiš pozornost v enem dnevu. In kaj se zdaj dogaja? Ne? Zdaj se dogaja ta moralni napad na tvojo pozornost. Ne? In nekako tako se sliši, saj tako ga jaz zaznavam. Če ne boš temu posvetil pozornosti, temu problemu, ki ga jaz diagnosticiram kot najvišji problem človeštva, si nemoralen. Ne?
In zdaj, če jaz odgovorim, ne ukvarjam se toliko s tem day to day, ukvarjam se pa z nekimi drugimi stvarmi, ne, bom dobival maile, ali pa bomo po tej epizodi dobivali maile, ne bi bilo prvič, z bullet pointi vsem stvarmi, ki jih jaz narobe delam v live. Recimo, ne? In to se ponavadi te ljudje, ki imajo podoben mindset kot te aktivisti, ki uničujejo stvari in probajo na nase pozornost oziroma na pozornost tega problema, ki ga hočejo dati malo bolj na glas volume, ne? To so te taktike. Ne? In se mi zdi, da to izhaja čisto iz take človeške narave, ki ti tekmuješ v hierarhiji med nami, kdo je boljši človek. In ti v bistvu, da s tem svojo vrednost nekako upravičuješ, misliš, da bolj ka boš glasen, bolj ka boš alarm povzročil, bolj ka boš druge diagnosticiral kot nemoralne ljudi, ki živijo narobe, ki se ne ukvarjajo s tem, višji boš ti na hierarhiji. Ne? Ampak o tem je Jordan ful govoril, pač, ker je imel probleme z woke kulturo, ne? Je, da to so ponavadi ljudje, ki nimajo osnovnih stvari v svojem življenju razpucanih. In zdaj pa prehajam do svojega glavnega pointa, zakaj se s tem ne ukvarjam. Zato, ker jaz mislim, da če si ti zelo ozko usmerjen na stvari, ki se te dejansko tičejo v življenju, prav to so tvoji bližnji odnosi, to je skrb za svoje telo, skrb za svoje zdravje, skrb za svoje finance tudi, to so temelji. In ti moraš to imeti zelo dober pošlihtan in potem ti bo avtomatsko šel, kaj pa lahko še naredim za druge. Se pravi, ti imaš sebe urejenega in tebi gre avtomatsko zdaj bi si še bolj maksimiziral zadovoljstvo, kako bi to naredil, tako da nekaj dobrega naredim za družbo, za society. In jaz mislim, da tako je zdravo graditi te želje po spremembi, ki jih imamo vsi. Vsi bi radi spremenili svet oziroma rešili svet. Ljudje pa, ki nimajo temeljev, po večini, grejo pa v obratni smeri. Ne? Jaz bom najprej glasen, pa najprej bom govoril, pa protestiral, zato ker je to toliko bolj pomembno in ostali tega ne vidijo. In jaz sem boljši človek zaradi tega. Ne? Doma pa kadiš travo, s frendi nič ne delaš, spiš do enih, nisi produktiven član družbe, ne plačuješ toliko davkov, kot recimo mi. Ne? In to je lahko ni prijetno slišati, ne? Ampak to je moje mnenje okoli tega, da vsak ima svoje mesto v tem svetu, tudi aktivisti. In če bi se manj kazal s prstom drug na drugega, pa dol dajala, ne? Pa bolj z nekimi akcijami svoja sporočila dajal ven, bi imel ful več efekta te aktivisti. Ne? Recimo, da bi aktivist postal svoj YouTube channel, vlog in bi samo dokumentiral, kako on ne ustvarja odpadkov. Se pravi, vse, kar on, neka igrta je, grem v trgovino in kupam embalažo in to embalažo moram jaz reciklirati, da naredim nek art iz tega, pa ga pol prodam ali pa ne vem, banano, ki vržem, moram kompost narediti, pa pognojim svoj vrt. Pa, se pravi, nek človek, recimo, ki ne ustvarja odpadkov. In v bistvu to sporočilo vam plasiral kot akcijo. Ne? Jaz mislim, da bi imel ful več efekta, pa to na tak prijazen način samo dokumentiral, ne pa govoril, kaj bi vi mogli ostali delati, kar ne delate. Ne? Tako da, sorry za ta long rant, ampak ne razmišljam toliko o temu, ker imam fokus na drugih stvareh, ki mislim, da so tudi pomembne in doprinesejo k nečemu v svetu. Pa lahko, da sam delaš nek biznis, pa ustvarjaš cash, pa plačuješ davke. Mogoče je to tvoj life mission. In ne vem, zdaj smo pri koncu te teme, ali ne, ampak imam enega prav določenega človeka v glavi, ki si to opisoval. Ne vem, če poznate Nara Petrovič. Ful zanimiv človek. Jaz mislim, da bi ga mogel imeti na podcastu. Mislim, da je on bil pobudnik te akcije Očistimo Slovenijo. To je top, ja. In on mislim, da res živi tako, kot si ti rekel. Se pravi, tam nekje v gozdu z minimalnim impactom na okolje. In jaz mislim, da tak človek je lahko aktivist in lahko
se pravi, ima res neke. Jaz hočem njega poslušati. Kaj mi ima on zapovedati? Zato, ker on živi čist drugačen life, kot nek poprečen zahodni človek. Ne? In mi je zanimiv zaradi tega, zakaj se je on to odločil, kako zmore to, ne? Kaj je njegovo razmišljanje. In ja, recimo ta akcija Očistimo Slovenijo, se meni zdi, da je bila ful dobra, ker je tako, folk je šel malo v svojo okolico, pobrali so pač tisti, tako, folk je neki zase naredil. Tako, to je bila vrhunska akcija. Tako res bi mi nekdo težko zdaj rekel, da je tukaj bilo kaj slabega. To je zelo redko imaš akcije, besede, stavke, karkoli obstaja na svetu, ker težko najdeš negativno stran. Ker se vsi strinjajo, ne? Ja. Crazy. Pa še ena recimo stvar na to temo, ki sem v zadnjem času razmišljal, je bila pa, vidim zdaj, par teh firm, ki so kao, a veš tisto, mi prodajamo neke zapestance, ne vem, očala in ves profit gre v to, da, ne vem, financiramo neke okoljevarstvene stvari. Tudi ta, recimo, Bojan Slata, ne, tist Ocean Cleanup, oni imajo isto foro, ne, oni tiste neke smeti zdaj poberajo iz morja in pol delajo neka očala iz tega, neka plastična očala in s tem financirajo to. In ta koncept mi je tako malo, ne vem še čisto dobro, kaj si mislim o temu, ampak malo mi je tako weird, ne, ker se pravi, ti produciraš nove stvari zato, da nekdo to kupuje. In to so vedno neke take male, neke prčkarije, ne, se pravi, neki si ustvaril pod pretvezo, da gre večino tega denarja v ta okolje, v eko, recimo v eko namene. Vprašanje je pa, a gre res, ne? Tako, to je še nekaj, kar sem v zadnjem času razmišljal na to temo. Jaša, kar lahko poveš, ampak res je bil ta ESG. Vse to. Jaz sem, kar povem. Hey, please. Ma ne, veš kaj, ne vem toliko o tem, vem kaj je, ampak poslušalci ne vejo. Tako malo. Jaz sem razmišljal o ESG-u. Ne vem, kje me je to premaknil, se bom povedal, kaj to je vse, ampak ne vem, kar enkrat sem začel dobivati neke ESG 1, ESG 3, nek friend, neki govoril, neki in se je nabral tega tako do glave vrha, a ne, tako dosti randomni, sem rekel, ok, nemo zdaj to res ta ESG res proper pogledati, ker zdaj, kaj je to zdaj, skozi ta ESG, skozi me tukaj bombardirajo me za ESG, a razumeš? In ne me spogledati, kaj je ta ESG, ne? Zdaj, itak sem že prej malo vedel, ampak ESG je v bistvu Environmental Social Governance in je moderna oblika, kako mi glede teh faktorjev v bistvu, kako jih tretiramo in kako jih merimo, recimo pri environment, kakšen je ogljični odtis, pri social, kakšna je kompozicija moški, ženske in plače, recimo, in pri, ne vem, governance je recimo, koliko je recimo koruptivna firma, recimo, ne. In kako mi to merimo in kako mi to probamo dati na način do ljudi, da bo to imelo vpliv, da bojo boljše firme, ki so bolj, da rekel, boljše po teh kriterijih, da bojo bolj prosperirale. Da bo gravitacija investmentov šla proti takim firmam, glede na te standarde. Ne? To je nekak ideja. In ta ideja ni nova, to je bilo že v 70-ih, se je temu rekel neki social investing, pol je bilo v 80-ih neki drugega, ampak zdaj je to ESG. In čisto konkretno, kaj to pomeni, ti imaš rating agencies ali pa tudi sklade, ki neke podatke zberajo in rečejo, ta firma je ESG super, ta firma je skoraj ful dobra, ampak ni glih najboljša, ta je pa za dosti dobra, da bo šla v ta sklad. In pa gre to v sklad ESG in pa imaš ti app in seveda vsi te millennials imajo investment app, recimo za pension fund
in ti tam poklikaš in imaš 3 portfolije. Švica, Global pa ESG. A ne? In jaz pa tam kliknem ESG, tukaj noter mi daj ne vem koliko evrov in pol gre to kvazi tem ESG firmam. Ampak trenutno danes je teh ESG designated firm že približno tretjina vseh assetov je že ESG. To pomeni, če recimo Exxon Mobil, recimo oil firma, nekje blava nekem ESG skladu, čeprav ta sklad nima 100% Exxona, pa Exxon je vreden 200 milijard, gre to kao, to je ESG firma, ker je bila v tem skladu, in koliko je zdaj vseh firm v teh ESG skladih, jih je že tretjina marketa. Full. Ta market raste 20, 30, 40% na leto in to je že full big business. Ta rating agency glaven ima 10-kratno vrednost delnice v primerjavi za, ne vem, 6-7 leti nazaj. Ne? Se pravi, to je rato full velik business. In na koncu je fora, ali mi postanemo bolj sustainable, ali te firme v bistvu začnejo sprejemati odločitve na podlagi, kaj se bo zgodilo z njihovim ESG ratingom. In rečejo, dajmo žensko vzeti v board, in temu se reče 30 club, 30% v boardu ljudi je žensk, dajmo vzeti žensko, ker bo dober za ESG rating, ne pa ker bo dober, ker je dober. Se pravi, take zadeve se zdaj dogajajo in tudi danes, ko greš ti do nekega investorja, včasih kdaj, se sploh ne vpraša o biznisu. Te to vpraša, kaj pa delaš, koliko je pa to ESG friendly, super, 70% je žensk, odlično in tako naprej. Sej, to je samo en del tega, ampak nasplošno je to ratov biznis, kot vsak drug biznis. Tako da je malo zdaj odmaknjen od tega, da res pomagamo planetu. Ja, Jaša, si sam lahko malo dol kamero daš, ko imaš večino sklopa. Ja. Če je možno. I good. Ja, Good. Okay. Veš kaj pa režemo za TikTok, pa da je boljš. Super, ok. Veš kaj sem hotel z vami še govoriti? Jaz v bistvu glede ESG-ja nimam nobenega komentarja, res sem full, mislim, to, kar si zdaj povedal, sem načeloma se mi je sanjal, ampak me sploh ne preseneča v bistvu, da bo market na vsak način pač najdu možnost profitiranja, če ta možnost obstaja. Ne? Tako da, pač, ne vem, vsak poseg države ali pa governmenta v market ni popoln. Tako da to pa ni argument za to, da to ne obstaja sploh. Ne? Ampak, kaj je pa zanimivo, je pa centralne banke, da gremo nazaj na Andreja, ne? ESG fundi so večinoma v Evropi, rastejo pa tudi drugje. Ampak centralna banka evropska daje firmam, ki so ESG rated bolj kot druge, posojila po manjši obrestni meri. Se pravi, to ima kar naenkrat nek finančni vpliv in se pač vprašaš, kako pa to? In je odgovor zato, ker so bolj ESG friendly, imajo te rizike neke planetarne bolj pokrite in imajo v bistvu mi rabimo za njih manjši rate of return, ker imajo manjši rizik. In to nima zveze z v bistvu mi vlagamo v environment. Mi smo bolj aware environmentally in zato imamo manjši riziko in zaradi tega imamo manjše stroške financ. Se pravi, to je šlo že tudi v neko celo svojo smer. Ja. Ja, jaz sem v bistvu gotovo, da bom mogel čez 5 minut. A te bojo vrgel ven? A sem mislil, da je to filter v zadnji, ok. Ne, to je, klale imam, Flow kafe. To je Jašin kafe. Je odprl krada na Tajskem. Pa tvoj tudi? Ja, ne vem, no, ti si poudaril ta flow. Najpomembnejša stvar. Tep ni pomemben, ok. Manj kot tep. Ok.
Mogoče še na hitrco, glede AI-ja, ker se mi zdi, da jaz sem imel vsaj en point tukaj s to debato, ko smo se o environmentu pogovarjali. In sicer, jaz mislim, da tako že zadnjih 40 let, če dobro opazuješ, pa poznaš nekako zgodovino razvoja tehnologije, ne? Da v bistvu ful se premikamo iz tega, da gremo iz porabljanja atomov v porabljanje bitov. Ne? In v bistvu digitalizacija nekako prispeva k temu, da manj resursov kurimo, ki so fizični. Ne? In glih danes malo sem se ukvarjal s tem AI-om neka podcastanja, ne? Kako ti lahko AI v bistvu spuca. Recimo v zadnjo epizodo sem imel tehnične težave z mikrofoni doma in to so mikrofoni, ki eden stane 400 evrov in mi niso delala. Ne? In kakšen zvok sem jaz zajel, je bil zvok iz backupa iz kamere. Se pravi, v tem primeru je bil iPhone, v bistvu najboljši source. Ne? In jaz sem to probal malo spucati, ful je odmeva, ker je bil za gostom in je zelo slaba kvaliteta zvoka. In sem videl, da je Adobe dal ven neko beta verzijo Audio Enhancer. Ne. Bomo dali link spodaj, si boste lahko pogledali. Primer, ki je zelo slab zvok posnet v neki konferenčni dvorani, vse odmeva. In potem prižgeš ta Enhancement AI in je v bistvu studio quality zvok. Sicer ta AI dofila stvari v angleščini s tvojim glasom, tako da v slovenščini še stvar ni dobro delala, kar sem probal. Ampak tako sem razmišljal, da bo to recimo 300%, mislim, izboljšaš drastično, pokriješ vse jezike. V bistvu ti lahko podcast snemaš, je source v bistvu irrelevanten. Ti lahko iPhone postaviš, posnamaš, zvok je crappy, ampak ti daš to čez AI in v bistvu dobiš studio quality zvok, ki ga ne moreš razlikovati, ali bi to bilo posnet s $400 mikrofoni ali pa z nekim čip mikrofonom. Ne? In tako se je razmišljalo. Ne? Isto je z sliko. Ne? Ti v bistvu rabiš ful dobro kamero, da zanajame ta 8K sliko. Kaj pa, če bi ti imel eno bedno kamero, pa AI to enhanca. In kar naenkrat se mi zdi, da si tudi hardware solvu, a ne softwareom. Ti v bistvu ne rabiš skozi menjati telefona, ti v bistvu samo updateš software, ki ti boljšo kamero naredi. In v bistvu cloud computing, ne boš rabil več procesorjev pri sebi imeti 6 GB. Tako da res bi rad poudaril to, da je mogoče tehnologija, predvsem pa AI tehnologija lahko rešitev za manj konsumptiona fizičnih stvari. Tako, ker smo glih hoteli imeti debato še malo o AI-ju, pa tisti video, ki ga je Andrej dal, ki ga lahko mogoče pokažem. Ampak mogoče kakšen boš, a se je komu porodila kakšna? Check this out. Sprav to je video, ki ga je Andrej v bistvu šeril, kjer AI v tem primeru popravi, da človek vedno gleda v kamero, tudi če ne gleda. Dobro, to je samo en primer tega. Jaz mislim, da je prva stvar, ki me tukaj bi rekel, kaj se mi zdi, da bo nek done by AI, nek trademark ratu mogel biti disclosen v produktu. Ker če ne, se bojo meje toliko zabrisale, da bo težko vedel, kaj je človek, kaj je AI. Ampak the best, da bo lahko vsak delal podcast, da bo lahko vsak v bistvu skozi vse snemal. Druge stvari se bojo konzumirale. Jaz ne bi rekel, če bo overall manj. Jaz mislim, bolj smo razviti, bolj konzumiramo, večji imamo odtis, ampak ne bo pa toliko fizično mogoče. Mislim, fizično, veš? Elektrika bo vse, ne? No, ampak če boš dobil renewable source, skoraj nič kilovatno uro, boš imel abundance energije. Ne? In vse se dogaja v bitih, ne toliko v atomih.
Saj že vidiš, ne rabiš kalkulatorja doma, imaš telefon, ne rabiš budilke, to je neka plastika, to je neka dodatna baterija, to je ne vem kaj. Ti imaš v bistvu vse v eni napravi iPhone. Ne? Pa to je samo en primer. Imaš pa zaradi tega, ker imaš tržno ekonomijo, vsi hobiji, ki jih imajo ljudje, imaš toliko enih novih stvari, ki jih lahko, veš, kupiš. Tako da, klem je bilo, v bistvu vse to, kar si povedal, mi je bilo najbolj zanimivo, pa tako najbolj sem skeptičen, a je to res, da gremo od porabe atomov k porabi bitov, a ne? A res digitalno, če imam jaz digitalno življenje, res imam manj stvari, zaradi tega pa manj, ne vem, konzumiram zdaj. Vprašanje pismo, ne vem, kakšne podatke. Ja, DVD-jev doma nimaš, ne? Nimaš celo polico DVD-jev, ne? Se strinjam, imam pa zaradi tega, ne vem, sim racing opremo, a veš. Pa VR očala, Pa VR očala, ja. Par računalnikov. Nimaš zaradi Netflixa VR očala, to je nekaj drugega, ne? To je nekaj drugega, ampak težko bi rekel, da zaradi tega, ker imam več digitalno, kako bi rekel, več digitalne prisotnosti v življenju, da imam zaradi tega manj. Kvečemo mi to omogoči, da več raziskujem, da več lahko konzumiram, mislim. Mogo bi neke podatke o tem videti. Vse to je tisto, veš, koliko stvari ima človek doma, ne vem, neki 3000, 4000, včasih je imel pa, ne vem, 200, 300. Ja. Enač, dajmo mogoče zaključiti, da me ne vržejo stred kola ven iz kafiča. Sej jaz mislim, da je dobro, ker smo eno temo v bistvu bolj obdelali, bolj ena tematika, kakor da bi skakali na 3 različne, no, lahko za naslednjič pustimo, kar smo še imeli. Cool. Ja, absolutno. Je cool, hvala vam še enkrat, no, ker si vzemate čas za to. Oboji, vi, ki ste govorili, pa te, ki poslušajo. Tako da se vidimo naslednjič. Ja, čau. Čau. Čau.